Danes se nahajamo na novem oddelku za kožne spolne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Na oddelek smo se preselili po popolni adaptaciji oddelka in popolni novi opremljenosti oddelka, in sicer 12. aprila, in vse naše ambulante že redno delujejo na novi lokaciji. Še vedno zaenkrat vzpostavljamo hospitalni del, ne toliko zaradi manjkajoče opreme, vključno s posteljami in vsem ostalim, kar je že urejeno, veliko bolj zaradi seveda COVID epidemije in pomanjkanja kadra, predvsem sestrskega kadra, ki je zaradi tega seveda ne moremo izvajati tudi še hospitalne dejavnosti in jo zaenkrat izvajamo na oddelku za nevrološke bolezni kot predhodno in jo izvajamo v zelo omejenem obsegu. Moram pa povedati, da smo zelo veseli, da ambulantni del poteka v celoti, celo v povečanem obsegu kot v normalnih razmerah, saj seveda smo morali nekako manjkajoč izpadli del obravnav v dermatologiji preseliti v dnevno bolnišnično obravnavo in seveda v hospitalni oziroma v ambulantni specialistični del. Glede specialistične ambulantne dermatološke dejavnosti lahko povem, da poteka v večjem obsegu, kot je potekala na stari lokaciji. Ambulante so sodobno opremljene, so sicer nekoliko manjše po obsegu, vendar še vedno dovolj velike za kvalitetno opravljanje specialistične dermatološke ambulantne dejavnosti, vključno z malo operativo. Pridobili smo v ambulantnem delu dve novi obsevalni napravi za fototerapijo, tako Nerobend UVB kot PUVA terapijo, kar je izjemno velika pridobitev oddelka v celoti. Na drugi strani pa moram sicer žalostjo reči, da smo morali zaradi zmanjšane kvadrature novega oddelka zmanjšati število hospitalnih postelj iz prej 23 na sedaj 9 hospitalnih postelj, vendar po statističnih izračunih, ukolikor bomo uspeli dosegati polno zasedenost teh postelj, bi še vedno lahko na letnem nivoju dosegali približno 500 do 600 hospitalizacij, kar imamo odobrenih v programu ZZZS-ja. Pridobitev specialistične ambulantne dermatološke dejavnosti je po moje ima velik pomen ne samo za Maribor kot Maribor, ampak celotno severovzhodno Slovenijo, saj vidimo, da je v bistvu specialistične dermatološke dejavnosti v severovzhodni Sloveniji vedno manj. Zdravnikov, ki opravljajo dejavnost izven UKC Maribor, je prav tako malo in večina bolnikov iz severovzhodne Slovenije sedaj gravitira v naše specialistične ambulante. Še večji pomen pa je seveda hospitalna dejavnost, saj je to pa edina dejavnost, ki pokriva dermatološko dejavnost v severovzhodni Sloveniji. Tako da pričakujemo, da bo oddelek še naprej polno zaseden, da bomo dodatno pridobili še dodaten 6. program za specialistično dermatološko dejavnost. Prav tako načrtujemo razširiti malo operativno dejavnost, področje, kjer so najdaljše čakalne dobe, tumorsko dejavnost dermatološke onkologije in še fototerapijo ter druge dejavnosti, ki se nakazujejo z dolgimi čakalnimi dobami. Bi pa rekel, da kot prvo seveda je potrebno zagotoviti še dodatno znižanje čakalnih dob, trenutno je nekaj problemov z doseganjem ustrezne čakalne dobe za zelo hitro za prvi dermatološki pregled, kjer to presegamo in želimo si, da bi vsaj do poletnih mesecev skupaj z zaostanki pregledov, ki so se pojavili zaradi COVID epidemije, dosegli tudi normalne čakalne dobe za vse vrste pregledov, tako zelo hitro kot redno za specialistično dermatološko dejavnost. Veseli nas, da po desetletjih obljub smo končno dočakali preselitev v nove prostore dermatologije. V teh prostorih bojo naši bolniki neprimerno imeli večjo kvaliteto bivanja. Žal hospitalizacije trenutno še niso mogoče zaradi epidemioloških situacij, saj je negovalni kader za hospital prerazporejen na različne COVID enote v urgentni center, tako da trenutno še nimamo hospitala uvedenega oziroma še ne deluje. Upamo, da bo čim prej lahko ta del mogoč,
da bomo pridobili svoj kader nazaj. Je pa prav gotovo pridobitev za bolnike ta, da so bolniške sobe manjše, da imamo dvoposteljne bolniške sobe, da smo pridobili nove postelje, nove nočne omarice. Vsaka enota posteljna ima priključek za kisik, svoj priključek za elektriko, pa je to tako, kar na starem oddelku ni bilo možno. Tudi delujoče klicne naprave. Saj veste, da je v prejšnjem oziroma v stari stavbi, kjer smo bili, zaradi dotrajanosti se je to večkrat pokvarilo, tako da bomo imeli tukaj vse novo. Pridobitev za paciente je tudi to, da ima vsaka bolniška soba svojo kopalnico oziroma svoje toaletne prostore z tušem in pa z svojim WC-jem. Nahajamo se v kabinetu za fototerapijo, kjer izvajamo terapijo z ultravijoličnimi žarki. Tukaj imajo bolniki kabine za preoblačenje, nato grejo v novo pridobljeno obsevalno aparaturo, kjer se potem izvaja sama terapija. Tako da bo prav gotovo kvaliteta bivanja naših bolnikov neprimerno boljša, kot je bila na starem oddelku.